A veste, kako je danes v svetu križancev? Če ni vedno nov in atraktiven, je kot da ga ni. In še posebej oster boj se mi zdi je med temi majhnimi križanci. Mislim, kdo med vami pa danes še kupuje klasične kombi limuzine? Zdaj vsi hočete imeti Mazde CX-3, pa T-Crosse, no in svoj delež pogače, kar uspešno jemlje tudi takšen Mitsubishi ASX. No, ta je zdaj prenovljen in je še posebej poželjiv, a bi mogel reči povabljiv. Tako je za svoj burek rekel en ljubljanski burekmajster. ASX je najmanjši Mitsubishijev križanec in v tej generaciji na cestah vztraja že 9 let, tole pa je njegova druga prenova. Tako obsežna, kot je tole redko pravijo pri Mitsubishiju in hkrati dodajajo tudi, da gre za povsem novi avto. No, ne gre, je pa zunaj prenova res malce bolj konkretna in je avto sedaj oblikovno v skladu z ostalimi novejšimi modeli znamke. Bolj agresivno deluje, sploh s to veliko masko, da ga boste lažje opazili. Znotraj je še vedno kar nekaj trde plastike, je pa prenova prinesla ta velik 8-palčni zaslon na dotik. Tudi v mestih je v bistvu kar dober, se z njim igram že nekaj minut in deluje dovolj hitro, tudi intuitiven je. Še vedno pa mi je najbolj všeč, da so ostala fizična stikala za klimatsko napravo in v bistvu je tudi odlagališč kar nekaj. Pravzaprav je tudi prostora dovolj, seveda pa ne pozabite, da je avtomobil dolg samo 4,3 metre. Čeprav pred prenovo nikoli ni posebej izstopal, smo ga vedno pohvalili glede vožnje. Tudi tokrat dokazuje, da je prav fin, lahkoten, pregleden, dobro se pelje, ni naporen, kar je v bistvu tudi najbolj pomembno. Sedaj ima še nov motor, namesto 1,6 litrskega je tamle spredaj 2-litrski z več navora in 110 kW moči, torej 150 konjički. Menjalnika sta dva, lahko je ročni 5-stopenjski ali pa takšen brezstopenjski CVT. Ročni menjalnik mi je samo povprečno všeč, se mi zdi, da mu manjka še ena prestava, za tega pa sem mislil, da bo slabši, da bo v bistvu motor bolj glasen, pa se večino poti peljem prav lepo tiho. Je pa kombinacija vseeno precej živahna, ASX pa je spet na voljo s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom, če boste izbrali slednjega, bo povezan s takšnim brezstopenjskim menjalnikom. In ravno 4-kolesno gnano različico se vozim tukaj v okolici Lizbone, pa se mi zdi prav fina, prav prijetna, tudi prej na tistem pesku z avtom nisem imel nobenih težav. Vozniško je zelo prijeten, kar me v bistvu ne preseneča, ker je bil takšen že prej. Lepo je vodljiv, kar pri teh višjih avtih ni vedno nujno. Ker bolje izgleda, bo verjetno brez težav zdržal še nekaj let, o ceni pa več jeseni. V Sloveniji bo predvidoma oktobra.